vrača. Ni mi jasno, kam drvi, dokaj pije, kaj globoko. Na kanuju sta imela veliko časa za razmišljanje o smislu življenja ter za hrepenenje po boljših polovicah, o čemer sta pela ob večerih. Med potjo je večinoma pel Peter, pa ima novi album dovolj pesmi za toliko prepevanja. Ampak je bilo prav fajn vsak večer poslušati nekak enak ali pa podoben repertoar, da si potem že malo lahko zraven mrmraš ali pa žvižgaš, na glas pet se pa nisem upal, ker mi je Peter prepovedal. Medtem ko ni igral nanjo, je bila kitara skrbno spravljena v vodotesni vrečki. Smo imela kar en dosti adrenalinski spust, ker je špricalo in tudi vode sva nekaj zajela. Tako da v bistvu je kitara preživela. Je pa vabla, je bila združevalni element, tako kot glasba vedno je. Tako da že takoj od izvira Krke sva imela en prvi prijeten odziv prebivalcev z Obrežja. Plovbo je zabeležila tudi kamera iz zraka, posnetki pa bodo podlaga za videospot naslovne pesmi iz Petrovega drugega albuma O svobodi. Sicer pa sem na tej poti skušal preigravati čim več materijala iz tretjega albuma, ki pa upam, da bo prišel, da bo izdan naslednje leto, 2022, zato ker imam eno pravilo, da vsakih 7 let izdam album. Prepluti 100 kilometrov ni bil mačji kašelj. Stvar je naporna predvsem zato, ker je v zgornjem delu je ogromno lehnjakovih pragov, prek katerih se ne moreš spustiti, s kakim drugim tipom čovna mogoče, s kanujem ne, ker je nevarno, da bi ga pač polomil. Tako da je treba čovn dvigati, spuščati, prenašati. Njuna odprava je imela tudi okoljevarstven pridih. Poleg številnih lepot se je na poti očem ponudilo tudi nekaj manj prijetnih prizorov. Nad Zagradcem je ena nekaj let stara elektrarna, ki kazi tok reke in je vprašljiva, koliko energije proizvede in kaj dela naravi. Nekaj nižje pa se gradi, pa je tik pred dokončanjem še ena, ki tudi po ogledovanju naravnih lepot malo zbode v oči. 5-dnevno avanturo, kronano s 5 koncerti na postankih o poti, sta uspešno pripeljala do konca in ne izključujeta ponovitve drugo leto. Zato se nasmej.